Pozdravljeni v Čisto zadnji besedi, vdaj, ki je mož dejansko se boriti za besedo. Moje ime je Valentina in danes sem v družbi treh eminentnih žensk, ki soustvarjajo moderno Slovenijo. Ob meni je predsednica države. Pozdravljeni. Na drugi strani pa predsednica državnega zbora in pa koordinatorica Levice. Lep pozdrav. Živjo, živjo, živjo. Ja, ta teden se je močno ohladilo. Jaz se spomnim, da smo včasih imeli peč in ko se je ohladilo, je oče pa nesel drva in zakuval, da nam je bilo vsem toplo. Gospa predsednica, kako vaš mož poskrbi, da je toplo pa vas doma? Sama bom tako rekla. Posli mojega moža me ne zanimajo in nimam z njimi nikakršne povezave. Kar on počne v njegovem času, je njegova stvar in jaz se v to ne vtikam. Kaj pa vi, gospa Urška? Ja, pri nas pa se gremo na tipke. Če želiš topleje, pritisneš gor, če želiš hladneje, pritisneš pa dol. Ja, in jaz se ogrevam po občutku, seveda. No, razen ko pišem romane, potem dam bolj na hladneje, zato ker me ogrevajo moje misli. Ja, kaj vidim, da se ogrevamo na zelo različne načine, imamo verjetno tudi različno visoke stroške. Koliko mesečno porabite vi za ogrevanje? Glejte, jaz svojih računov ne želim razkrivati. Lahko povem, da stane ogrevanje hiše med 150 in 200 evri mesečno, plus minus 2 milijona, to pa je tudi vse. Jaz moram priznati, da letos še nisem imela nobenih stroškov z ogrevanjem. Ogrevam se izključno s kurjenjem papirja in sicer s pisnimi predlogi poslanca Miha Kordiša in glede na količino sem preskrbljena za naslednjih nekaj let. Ja, tudi jaz moram priznati, da za ogrevanje ne porabim nič. Če me zebe, se pač odpeljem v tople kraje in se ogrevam za ston. Ja, dobro, pa če se dotaknemo še teh famoznih bojlerjev, prejšnja vlada jih je prepovedala, zdajšnja vlada jih je pa spet nazaj uvedla. Zakaj ste jih ponovno dovolili? Ker si marsikdo, ki živi v stanovanju in drugačne investicije ne more privoščiti, zato bi bilo za večstanovanjske objekte bolje, če bi vsi skupaj prišli... Če se ogrevajo na tipke, gor, dol, gor, dol, gor, dol. Hotela sem reči na sončno energijo. Čeprav ima tudi ta sončna energija skrite stroške. Poglejte, še zadnjič bom povedala. Ne skrivam nobenih stroškov. In zaradi tega tudi na tej točki zaključujem sodelovanjem v debati. Lahko pa me seveda povabite znova čez 3 leta, ko bom potrebovala brezplačno medijsko pozornost. Hvala. No, pa da mogoče damo še kakšen predlog gledalcem, kako znižati stroške, pa nas recimo peremo namesto na 90, peremo na 70. Pri nas v Levici pa prihranimo tako, da pridelke gojimo kar na našem vrtu. Kaj potem gojite sadje, zelenjavo, take reči? Ja, tako sem mislila. No, dobro, s takimi koristnimi nasveti zaključujemo oddajo, debato pa lahko naprej razvijamo še na kaki kavici. Kaj pravite, punce? A gremo nekam skupaj? Ena lahko gre z mano. Ena pa z mano. Ja, letimo iz Brnika in tokrat pilotiram jaz. Jaz grem raje z motorjem. No, prav. Potem bom pa sama. Bo pa več prostora za noge. Pa še pojem lahko. La, 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 la.